Zdaj ne vem, pa sem bil jaz, je bila ta mala, ampak en od naju malo pretiraval v ovinkih. Veš to? Ok, dve stvari. Prva je, da sem prvič po enih 2-3 tednih na skejtu in občutek je svetoven. Druga stvar pa je, a veš, če se voziš takole s čevlji na skejtu, si že malo čuden, ne? Ampak če se pa voziš s čevlji, pa da imaš še trenirko gor, ki je vse skupaj res smešen, ja, pa si pa res ta prav čeh. In a ni najbolj to fajn, da mi je vseeno. Po domač povedan, I have zero fucks to give. Veš, zakaj se smejem? Zato, ker se zelo redko zgodi, da grem jaz lahko po ta-malo v vrtec. Mogoče enkrat na mesec, da sem jaz pol treh v Mariboru. Drugače pa ni šans. Veš, kaj sem še hotel povedati? Zdaj se par dni vozim s tem Peugeotom in jaz sem sicer že prej vedel, da je to dosti prijeten avtomobil, pa ne samo zaradi cockpita, ker je vse tako prijetno, majhno, športen volan, pa se veš, jaz sem edini, ki vidim števce. Drugače pa, če me spomin navara, se je prav tale avto zelo dobro odnesel tudi na primerjalnem testu, kjer smo testirali, če se ne motim, oziroma primerjali 10 malih križancev, oziroma malih SUV-jev križancev. Vse veš, ta, pa Juke, pa med vsemi 10, mislim, da jih je bilo 10, je ta avto osvojil drugo mesto. Za Yetijem, ki je bil prvi, pa pred Mazdo CX-3, ki je bila tretja. No in ta skupinski test, ki je bil po branosti ful uspešen in vas je ful zanimal, sem omenil z razlogom. A veš, je tako, da smo danes na Siolu objavili veliki skupinski test karavanov nižjega srednjega razreda. To se pravi Golf pa kompanija. Skupaj s še 6 drugimi uredništvi smo testirali 9 avtomobilov tega segmenta, to se pravi 9 kompaktnih karavanov. No, glavno, če vas zanima, kako smo to preizkusili, kdo je bil prvi, konec koncev tudi kdo je bil zadnji, a je vaš favorit slučajno zgori ali spodaj, pejte takoj Pejte takoj na siol.net/avtomoto. Tam so rezultati tega, po mojem mnenju, res zanimivega testa in mogoče boste kaj zanimivega zvedeli. Lahko da vas bo presenetilo, lahko pa da ne. Pa se v bistvu lahko ne bom povedal. Ne bom. Ti zdaj ne povem, da ne bom. Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, drugi roki zlati smeh. Opel Mokka X. Ta pa čist nova, ravno kar sem jim pelala. A veš, je taka zdaj malo bolj, kako čem reči, atraktivna, taka malo bolj nova. Pa še X so izraven dali, da je bolj taka, ne vem kva. Kao X za crossover, a veš, cross X. Pa zdaj sem se spomnil, da moram PR-oko poklicati za testni termin, ki mi je že poslala testne termine, pa nisem odgovoril, skoraj bi sape zmakal. Milica, danes te pokličem, obljubam. A veš, Milica je Oplova PR-ovka. Pa ne sam to, tudi nekdanja prva plesna noga Jugoslavije. Se zna zavrteti, veš, tako na poskok. Veš, kako se jaz zdaj veselim, da bom to malo videl. Tako, od 1 do 100, približno 453. Is anybody home? Knock, knock. A veš, pa jaz pa ta malo zažurava. Jabolčni soki s toplo vodo, da niso premrzli, pa velikega plezanja. Bum! Zdaj ne vem, pa sem bil jaz, je bila ta mala, ampak en od naju malo pretiraval v ovinkih. Veš to? Are you gonna climb down or are you gonna jump down? Good job, give me a high five. Bum! Good times. Pa smo šli pa malo v štacuno in valjda ni dolgo trajalo, da se je zgodil tole. To.